Dobrodošli v tretji epizodi Čistih debat, kjer se ekologi brez meja ukvarjamo s plastiko, plastično embalažo in vsemi izdelki in dobrinami povezanimi s plastiko in fosilnimi gorivi. Danes se bova z Jakom pogovarjala o tem, kakšen vpliv ima plastika na naše zdravje. Posvetila se bova kemikalijam, posvetila se bova mikroplastiki in za začetek, Jaka, mogoče če poveva našim gledalkam in gledalcem, kako sploh plastika vpliva na naše zdravje. In če začneva morda pri tisti zadnji fazi, ki si jo najbrž najlažje predstavljamo, se pravi odlaganje odpadkov, sežiganje odpadkov, do kakšnih izpustov in vplivov prihaja pri tem dejanju. Ja, plastika je, kako bi rekel, široka družina enih kemikalij in seveda, če jih kemično spreminjamo, lahko zelo različne stvari nastajajo. Odlaganje je, kako bi rekel, proces, ki je mehaničen, ne prihaja do kemičnih sprememb, zato je z vidika zdravja celo manj problematično. Pri sežigu pa odvisno od vsebnosti teh plastik, kaj imajo noter. Naprimer, polivinil klorid ima seveda klorid, torej klor, ki je strupen plin, se lahko sproščajo zelo nevarne spojine, kancerogene, karcinogene, hormonski motilci in podobno. Dioksini, furani so najbolj pogosti recimo pri sežigalnicah komunalnih odpadkov, ki jih zaznamo v tujini. Veliko takih strupenih plinov, ki niso vidni, ki nimajo vonja, jih je težje zaznati in tudi učinki niso taki kot mogoče kakšni bojni plini iz Prve svetovne vojne, ampak so na dolgi rok nam uničujejo zdravje, zato je ta previdnost še toliko bolj na mestu. Dve vprašanje v zvezi s tem. Vemo, kako ti plini vplivajo na naše zdravje, ali je še to stvar raziskovanja in debate? Ne, za te posamezne pline precej dobro vemo, kakšne vplive imajo, ker jih že dolgo poznamo, dolgo merimo, dolgo preverjamo njihovo nevarnost. Je pa res, da za samo plastiko še nimamo odličnih podatkov glede vplivov na zdravje, ker je zelo široko področje, raziskujemo ga primerjalno manj časa, ampak ja, z vsako novo raziskavo se vidi, da v resnici bi mogli nas še bolj skrbeti, ker so rezultati slabi. Vidimo predvsem ne toliko vplivov pri samem odstranjevanju odpadkov plastičnih, ki jih poznamo, ampak pri prehajanju plastičnih delov v naše telo, ali torej prek mikroplastike, kot dobesedno koščki plastike končajo v našem telesu, ali pa zaradi aditivov v plastiki, torej drugih spojin, drugih kemikalij, ki so dodane osnovni plastični verigi polimerni, da je mogoče bolj trda, pa bolj mehka, da je ognjevarna, da je drugačne barve, da je bolj prozorna, da je bolj elastična in podobno. Te so šibko vezane na glavno spojino in zato se dostikrat spirajo, ob ultravijolični svetlobi se lahko sproščajo naprimer iz plastenk v vodo ali oziroma pijačo, se ob kontaktu lahko prek kože prenaša v človeška telesa. Več je teh poti, vdihamo lahko, ker tudi do razplinjenja prihaja in v resnici smo nepredstavno pod tem pritiskom plastičnih aditivov, če se tega zavedamo ali ne. Tudi če se izogibamo plastike, nažalost tudi naša raziskava je pokazala, da je vsebnost v naših telesih alarmantna. Pa preden se dotakneva vplivov pri sami uporabi plastike in plastičnih izdelkov, torej povedal si, da pri sežiganju plastike so škodljivi ti plini, torej pri odlaganju je škodljiva mikroplastika, ne? Se dejansko razpada na manjše koščke. Če nam mogoče še lahko kaj v zvezi s tem poveš, kaj sploh je mikroplastika, kaj se z njo dogaja? To. No, mogoče za začetek, kot mikroplastiko ponavadi smatramo plastične delce, ki so pod 5 mm. Za najmanjše imamo še drug termin nanoplastika, torej ko so res majhni, drobni, ne? Ampak pri odlaganju, če je to neko urejeno odlaganje, bo plastika praktično inerten odpadek, bo zelo počasi razpadala, bo zajeta v druge odpadke in se ne bo mikroplastika sproščala v naravo, v vode ali pa v zelo minimalni meri, ne? Če pa seveda prihaja do nelegalnega odlaganja, do smetenja, do nekega neurejenega odlaganja, kot vidimo včasih v tujini, tam pa prihaja seveda do nastajanja mikroplastike. In mikroplastika nastaja na ta princip, da večji kosi plastike razpadajo v manjše delce,
Po drugi strani imamo tudi onesnaževanje s primarno mikroplastiko, torej mikroplastiko, ki smo jo naredili, da je majhna. Pa če so to mogoče delčki v peeling kremah lahko, zato da so bolj abrazivne, pa če so to primeri, kjer tudi peskamo v industriji s plastičnimi delci namesto s peskom, če so to ostanki v proizvodnji, ki so v resnici plastični, pa so, kako bi rekel, nenamenoma končajo v samih proizvodih. Potem so pa še te drugi viri mikroplastike, na katere mogoče niti ne pomislimo, ker tradicionalno mogoče pomislimo na neko vrečko, ki počasi razpada, smo jo videli, ko se zaplete na neke vrbe ob vodi, ampak tudi barve, ko razpadajo, barve na cestah, obraba gum in kolesarskih in od avtomobilov, tovornjakov, to vse proizvaja mikroplastiko, ki se spira v naše vode in konča potem v našem morju. Ok, kot smo omenila, bova pogledala v bistvu vse te faze življenjskega cikla pri plastičnih izdelkih in njihove vplive na naše zdravje. Torej, kaj pa se dogaja, ko mi uporabljamo plastične izdelke, recimo plastično embalažo, v katero so zavita naša živila, a to vpliva na naše zdravje in če ja, kako? To je odlično vprašanje. Za živila oziroma za embalažo, ki bo v stiku z živili, imamo še dodatno bolj strogo zakonodajo, ravno zaradi teh bojazni, tako da je stanje malo boljše. Ampak ja, načeloma tudi tam prihaja do tega, da lahko iz embalaže prehajajo nevarne spojine v samo hrano, v samo pijačo in v končni fazi pridejo v stik z nami. Kaj pa so te nevarne spojine? To so spet lahko razni dodatki v sami plastiki. Torej, zagotovo ste slišali za bisfenol A, ali na primer v teh plastenkah za večkratno uporabo za vodo je dostikrat piše, da je BPA free, torej brez bisfenola A, ampak se dostikrat nadomešča z bisfenolom S ali pa drugimi bisfenoli iz te družine, ki še niso prepovedani, kot recimo bisfenol A v stekleničkah za dojenčke. In to je še en tak odprt problem za rešiti. Večinoma so v resnici to te dodatki, o katerih smo se prej pogovarjali. In nekateri so manj problematični, nekateri bolj, včasih tudi dobesedno pesek dodajajo v plastiko. Tako da plastika je precej bolj pestra, kot ko pomislimo na tisti trikotniček, ki ga vidimo na embalaži, pa piše gor PP za polipropilen ali pa 5 za polietilen tereftalat, ker v resnici je še veliko enih barvil, drugih stvari zraven, ki so ta glavni problem potem, kar se tiče vpliva na zdravje. Kaj pa potem pri sami proizvodnji plastike? Vemo, da pač nastaja iz fosilnih goriv. So tudi tu kakšne posledice na naše zdravje, mogoče tudi v sami industriji za delavce, ki se ukvarjajo s tem? Imamo tukaj kakšne podatke? Seveda, tudi tam prihaja do okoljskih in zdravstvenih vplivov, sploh če pomislimo na hidravlično črpanje nafte, kjer se v resnici podzemlje črpa neko mešanico kemikalij stopljene v vodi, zato da razdrobimo v resnici te geološke plasti, da lahko počrpamo več nafte ven. In to seveda vpliva potem na vodne vire, sproščajo se nevarni plini in za tiste lokalne skupnosti to zagotovo ni prijetno ali pa primerno. Tudi vidimo na primeru Združenih držav, da so tiste skupnosti precej bolj na udaru za rakom in podobnimi zadevami. In podobno, kot če bi si predstavljali nek odprti kop, rudnik premoga ali pa česa drugega, seveda slabo vpliva na okolje in ljudje smo del okolja, tako da je praktično samoumevno, da so vplivi tudi na naše zdravje. Torej, naše zdravje je dejansko odvisno od zdravja našega okolja in to pogosto pozabljamo oziroma ne razmišljamo o tem. Ekologi brez meja smo se že pred nekaj leti začeli ukvarjati s tem, kako plastika vpliva tudi na naše zdravje. Izvedli smo en zelo zanimiv projekt, o katerem nam boš pa zdaj več povedal ti, Jaka. Kaj smo počeli? Ja, to, kako bi to rekel, knjižno. Zbirali smo človeške vzorce, urina, zato da smo pogledali vsebnost določenih teh problematičnih aditivov plastičnih. In smo imeli zelo pester nabor ljudi, ki je sodeloval z nami, bolj ali manj znanih. In cilj je bil ravno to, da ugotovimo, kakšna je izpostavljenost v Sloveniji. Predvsem določenim bisfenolom in predvsem določenim ftalatom.
In to nismo delali sami, mi nismo kemiki, mi nimamo laboratorija, to smo delali po eni strani z norveškim laboratorijem, ki je najbolj prepoznan v Evropi za take raziskave, in določenimi zdravniki iz Španije, ki se dobesedno profesionalno ukvarjajo s kvantifikacijo plastičnega onesnaževanja kot vpliva na zdravje. Tako da smo imeli najboljšo ekipo možno v resnici, smo vsi oddali te vzorce, testirali smo za skoraj 30 različnih spojin in ugotovili na koncu, da v redu vse mogoče, ker raziskave potekali tudi v drugih državah, da smo imeli v Sloveniji povprečno najdeno 1 ali pa 2 manj spojini, ampak v resnici smo večino teh spojin zaznali v naših telesih. In to je še posebej nenavadno, ker smo imeli med nami tudi precej takih ljudi, ki probajo živeti zelo malo plastike, in tudi, kako bi rekel, to dejstvo, da naše telo odlično v resnici se bori proti plastičnemu onesnaževanju samega sebe. Mi imamo ledvice, imamo jetra in večina teh aditivov v našem sistemu preživi mogoče 2 dneva. Torej, ni neka zadeva, ki bi se na dolgi rok kumulirala, na srečo. Ampak to pomeni tudi, če smo mi našli vseeno več kot 20 teh spojin v vseh naših vzorcih, da smo neprestano izpostavljeni, da ni bilo mogoče, sem jaz en teden nazaj slučajno eno slabo embalažo imel v roki ali pa nekaj napačnega pojedu ali pa bil kakšen drug tak izjemen dogodek, ampak da smo neprestano pod vplivom, smo neprestano izpostavljeni in smo neprestano v resnici pomalem ogroženi. In to se potem pozna pri teh groznih statistikah, ki gledamo te raziskave, in je vedno bolj jasno, da ima to vplive na naše zdravje v smislu, ker vemo, da so določene te spojine hormonski motilci, nekatere so bile prav narejene v ta namen v 30 letih prejšnjega stoletja, in to ima potem zelo tipične vplive na naše zdravje, od nekih nevrotoksičnih zadev do vplivov na zarodke, na koncentracijo, diabetes. Zelo depresivni so te seznami, tudi ko bi gledal, se mogoče bere, kot če samo poguglaš, kaj gre vse lahko narobe, ker je zelo pester seznam. Tudi plodnost v resnici nam pada, ocenjena je, da je moški, mislim, za polovico padla v zadnjih 50 letih, in delno se to razlaga ravno prek vseh teh hormonskih motilcev, katerih smo izpostavljeni, in plastika je to eden od velikih, kako bi rekel, prispevkov. Ja, zanimiv mi je bil podatek, ko smo se pogovarjali z španskimi zdravniki in raziskovalci in smo jih vprašali, kaj pa je varna mejna vrednost teh kemikalij oziroma hormonskih motilcev v naših telesih, in so rekli, da te varne meje ni. Že dejstvo, da so te snovi v našem telesu, je zelo problematično. Ampak to je zgolj ena raziskava. Kaj pa pravijo izsledki kakšnih drugih raziskav po Evropi in po svetu? Imamo kakšne podatke? Ja, podatki niso nič boljši. Tudi naša raziskava je bila osnovana na eni prejšnji pilotni v Španiji. Druge raziskave, ki se mogoče drugih kemikalij lotevajo, pa drugačnih vplivov plastike na zdravje, tudi sama mikroplastika ima lahko čisto mehanične vplive na naše zdravje, ker so pač lahko ostri kočki in vplivajo na membrane naših celic in podobno. Ampak pa seveda mikroplastika je tudi vektor, naprimer, ko smo izpostavljeni prek morske vode, je mikroplastika vektor spet drugih kemikalij, ker se na koščkih mikroplastike ustvari mikrofilm, torej nek živ, majhen ekosistem, ker se bakterije in enocelični in drugi organizmi naselijo gor. In v bistvu tisto se je izkazalo v enih japonskih raziskavah, da je kot nekakšen magnet za druge kemikalije v vodi, tako da mogoče bi kdo celo predlagal, da bi namenoma dodali mikroplastiko v vodo in jo ven jemali, ker bi na ta način jo lahko čistili. Ampak ja, to prije potem v trofično verigo prek rib, prek stvari, ki ribe jejo in v nas, tako da imamo veliko teh poti. Ampak ja, raziskave se lotevajo plastike v celem življenjskem ciklu, na zelo različne načine, kako lahko vpliva v nas, in bolj kot ne so rezultati slabi. Pa če gledamo to raziskave nekje v Evropi, v Ameriki, kje drugje, pred mnogimi leti, posamezne raziskave, neke pregledne raziskave, vedno večji konsenz je,
da je plastika en velik vir težav. Stanje torej res ni rožnato, kar se tiče vpliva plastike na naše zdravje, ampak ekologi brez meja smo vedno malo bolj nagnjeni k temu, da pa vseeno probamo poiskati kakšne dobre plati, poiskati rešitve. Zato me zanima, kaj meniš, da bi bilo potrebno narediti na sistemski, se pravi odločevalski ravni, na ravni proizvajalcev, pa tudi na ravni posameznikov, da bi se tem vplivom malce izognili. No? Mogoče za posameznike kakšen tisti glavni tvoj nasvet, ker več jih bomo podali seveda tudi konkretnih na naših družbenih omrežjih. Tako da, kaj se ti zdi ključno, da lahko posamezniki naredimo, da se izognemo negativnemu vplivu plastike na naše zdravje? Ok, bom zaključil s posamezniki, ker je vseeno zelo pomemben ta sistemski okvir tudi, ne? Torej, država pa Evropska unija bi mogla zaostriti to zakonodajo, ki imamo glede kemikalij, pa če je to REACH ali kakšna druga, ker nekaj je bilo tudi pozitivnih zadev napovedanih, ampak postopki so zelo dolgi, lahko se bo šele čez 10 let ugotovil. Industrija se seveda pritožuje, da ne bi registrirala vseh kemikalij, da ni potrebno taka previdnost. Ampak že enostavni ukrep, da recimo prepovemo celotne družine kemikalij, ne da prepovemo bisfenol A, potem začnejo uporabljati bisfenol S, prepovemo bisfenol S, začnejo uporabljati bisfenol T, če si zdaj izmislim, ker imajo kemizem zelo podoben, ne, in so zdravstveni vplivi predvidljivi v resnici, ne, od sorodnih zadev. Tako da zaostritev ravno na neki mednarodni ravni, predvsem, mogoče ne državni, ker imamo sicer težave z enotnim trgom in podobne zadeve. Na ravni podjetij, seveda, da uporabljajo manj materialov, manj surovin, ki so potencialno strupena človeku, ki so taka, da tudi pri recikliranju ali pa pri ponovni uporabi se ne sproščajo in ne nastajajo pri obdelavi, tudi če jih odlagamo ali pa sežigamo, na primer. Še bolj, ali pa če jih mečemo v naravo, če minimizirati vplive. Ja, kar se tiče pa posameznikov, imamo pa seveda še vedno to izbiro, kaj kupujemo. Ne? Mi lahko kupujemo manj embalirane hrane, mi lahko kupujemo več lokalno, mi lahko kupujemo direktno od kmetov. Torej, čim mlajši kot je izdelek, manj časa je bil v embalaži, na primer, ali pa manj časa je imel priliko, da bi se onesnažil, ali preko embalaže, preko transporta, preko depozicije iz zraka, iz vode. Tako da ni nekih enostavnih rešitev. Lahko se izogibamo plastike, imamo več lesa, imamo več papirja, stekla, kovine, drugih zadev. Sploh steklo je zelo znano, da je inertno. Tudi v bistvu nimamo enih raziskav, ki bi kazale, da bi lahko bilo problematično. Tako da ja, mogoče to, da se odločamo za več stekla, ko imamo izbiro, odločamo za več ponovne uporabe in težimo v resnici in proizvajalcem in državi in Evropski uniji, da ne naredi več na tem sistemskem nivoju. Pa jim dovolj težimo oziroma se dogaja kaj na tem sistemskem nivoju? Vse dogaja, ampak je res počasi, pa seveda lobby industrijski, sploh kot kemične industrije, je zelo močan, tako da vsak glas šteje. Super, evo, prišli smo do konca naše 3. epizode čistih debat na temo vpliva plastike na naše zdravje. Upava, da imamo zdaj malce boljšo predstavo o tem, da je naše zdravje odvisno od zdravja okolja in pri tem ima prste vmes seveda tudi plastika. Vabljeni, da nas spremljate še naprej, da spremljate naše konkretne nasvete in napotke na družbenih omrežjih Ekologov brez meja in lep pozdrav!